Ko pomislimo na erogene cone, večina ljudi pomisli na iste dele telesa. In to ni presenečenje. O njih se največ govori, največ jih vidimo v filmih in največ jih omenja popkultura. Ampak resnica je precej drugačna. Telo ima veliko več točk, ki lahko sprožijo užitek, vzburjenost in tiste prijetne mravljince. Težava pa je v tem, da jih pogosto ignoriramo. Ne zato, ker ne bi delovale, ampak zato, ker se nam jih preprosto ne zdi pomembno raziskovati. Živjo, Lara tukaj. V današnjem videu govorimo o podcenjenih erogenih conah. O delih telesa, ki jih večina ljudi preskoči, jemlje kot kar nekaj samoumevnega ali pa se jih dotika čisto avtomatsko in brez prave pozornosti. Ta video ni o tehnikah in ni o pravilih. In tudi ni o tem, kako nekaj narediti prav. Gre za razumevanje telesa, počasnosti in raziskovanje brez pritiska. Začnimo po osnovi. Erogene cone so deli telesa, ki so bolj občutljivi na dotik in so močno povezani z možgani. Ko jih stimuliramo, lahko sprožijo vzburjenje, ugodje ali pa globok občutek sproščenosti in povezanosti. In tukaj je ena zelo pomembna stvar. Erogene cone niso enake pri vseh. Kar je za nekoga lahko izjemno prijetno, je za drugega lahko popolnoma nevtralno. In ravno zato univerzalni nasveti pogosto ne delujejo. Telo ni shema, je izkušnja. Večina ljudi ima zelo ciljno usmerjen pristop k intimnosti. Hitro se gre od točke A do točke B. Ampak erogene cone, ki niso genitalije, delujejo drugače. Njihov namen ni učinek, ampak proces. Zato, ker ustvarjajo napetost, povečujejo občutljivost in pogosto naredijo celotno izkušnjo veliko bolj intenzivno, brez da bi se tega sploh zavedali. Zdaj pa poglejmo nekaj konkretnih primerov. Vrat je recimo ena najbolj znanih erogenih con, ampak hkrati tudi ena tistih, ki jih največkrat obravnavamo zelo na hitro. Večina se ga dotakne samo za trenutek, recimo par poljubov in potem že gremo naprej, kakor da je samo neka vmesna postaja. Ampak vrat je zelo občutljiv del telesa in ima veliko živčnih končičev in se močno odzove na dotik. In tukaj ni pomembno, kaj delaš, ampak kako. Počasi, z občutkom, brez hitenja. Nežen dotik, bližina, toplota diha ob koži, ko se ustnice za trenutek zadržijo, telo to zazna. Tak dotik ni samo uvod. Pri marsikomu je lahko že sam po sebi zelo močna izkušnja. Ko govorimo o dotiku, pogosto razmišljamo zelo ozko, ampak erogene cone niso samo tam, kjer jih najbolj pričakujemo. Ena takih, ki jo večina ljudi spregleda, so tudi ušesa. Večina ušesa povezuje samo z govorjenjem ali pa šepetanjem, ampak v resnici so lahko zelo občutljiva na dotik. Predvsem mečice. Tam je koža tanka in polna živčnih končičev, zato telo hitro zazna že zelo majhne dražljaje. Ne gre za to, da bi bil dotik močan ali pa intenziven. Ravno obratno. Nežen dotik z ustnicami, bližina, topel izdih ob ušesu, pri marsikom sproži mravljince po celem telesu. In tukaj je ključno nekaj drugega, kakor pri večini drugih delov telesa. Ni pomembna moč, ampak natančnost. Manj pritiska pomeni več zaznave. Gremo naprej na naslednjo cono. Notranja stegna. Notranja stegna so zelo blizu, ampak ne še čisto tam. In prav ta bližina naredi vse skupaj bolj napeto. Ko se dotikaš tega dela telesa, možgani dobijo jasno sporočilo, da se nekaj dogaja. Ampak hkrati vedo, da še ni čas. In ravno ta občutek ne še je tisti, ki stopnjuje vzburjenje. Ta cona je odlična za počasnost, za zavestne dotike in za ustvarjanje pričakovanja. In pogosto je ravno to pričakovanje bolj erotično, kakor sam cilj. Gremo zdaj še malo nižje, na spodnji del hrbta. To je del telesa, ki ga veliko ljudi sploh ne dojema kot erogeno cono. Ampak pri marsikom ima lahko zelo močan učinek. Spodnji del hrbta je povezan z občutkom varnosti, bližine in zaupanja. Ampak pri marsikomu ima lahko zelo močan učinek. Spodnji del hrbta je povezan z občutkom varnosti, bližine in zaupanja. Zato dotik tukaj ne deluje samo telesno, ampak tudi čustveno. Nežen pritisk dlani, počasno drsenje prstov ali pa miren, stabilen dotik lahko telo najprej sprosti in potem hkrati prebudi. Ni točka, ki bi takoj skočila ven, ni glasna, ni očitna. Ampak, ko deluje zelo globoko. Gremo naprej še na eno zelo podcenjeno območje, zapestja in podlakti.
To sta dela telesa, na katera redko pomislimo v kontekstu užitka. Ampak koža tukaj je zelo občutljiva in hiter zaznava dotik. Notranja stran podlakti in zapestja se močno odzivata že na zelo rahel dražljaj. Nežen dotik, bližina ustnic ali pa celo stik s tkanino lahko sproži prijeten, skoraj neopazen občutek, ki se razširi po celem telesu. To ni cona, ki deluje takoj ali pa intenzivno, deluje počas in tiho. In ravno zato je lahko tako učinkovita. No, za konec pa še ena cona, ki jo redko kdo dojema kot erogeno – lasišče. Dotik lasišča je za marsikoga zelo prijeten, ampak se ga povezuje večinoma samo z sproščanjem, ne pa z užitkom. Masaža, prsti, ki se počasi premikajo med lasmi, ali pa nežen potek lahko sprožijo zelo močne telesne odzive. Gre za kombinacijo dotika, bližine in občutka, da se ti nekdo zares posveča. Da ni hitenja, da si v nekem trenutku v središču pozornosti. In ja, tudi lasišče je erogena cona. Ko začneš povezovati vse te cone skupaj, hitro opaziš eno stvar. Ni količina tista, ki naredi razliko. Več dražljajev ne pomeni nujno več užitka. Včasih pomeni samo več hrupa. Ko se počasnimo in se res osredotočimo na posamezne dele telesa, se spremeni tudi način, kako jih doživljamo. Telo začne reagirati drugače, bolj globoko, bolj zavestno. In pogosto občutki ravno takrat postanejo močnejši, ne zato, ker jih je več, ampak ker jim damo prostor. In prav tukaj se vse skupaj lepo poveže. Če si iz tega videa zapomniš eno samo stvar, naj bo to ta. Telo ima veliko več potenciala za užitek, kakor si običajno mislimo. Ampak ta potencial se ne pokaže samo od sebe. Pokaže se takrat, ko si zanj vzamemo čas. Takrat, ko upočasnimo, ko poslušamo telo, namesto da ga samo vodimo naprej. Podcenjene erogene cone niso skrite, samo prezrte so. In raziskovanje seveda ni obveznost in ni pritisk, je povabilo. To je bil moj video o podcenjenih erogenih conah. Zdaj me pa zanima, katera od teh te je najbolj presenetila. Napiši komentar. Če ti je bil video všeč, pa mu daj tudi en like, naroči se na kanal in pa seveda vklop obvestila, da ne zamudiš naslednjih videov. Za več vsebin o spolnosti, telesu in užitku nas najdeš tudi na svetužitka.com, obiščeš pa nas lahko tudi v naših fizičnih trgovinah v Ljubljani in v Kranju. Sled nam tudi še na Instagramu, Facebooku, TikToku in Threadsih. Hvala, ker ste gledali ta video in se vidimo naslednjič.